Med več kot 8 milijardami prebivalcev planeta na 7 celinah utrip življenja na planetu z rojaki spoznavamo brezmejno. Gledalke in gledalci, tokrat vas v brezmejnem znova vabimo na potep, ne prav daleč, ampak kljub temu v državo, ki jo bolj slabo poznamo. Z nami je Eva Šprager. Eva, kje bova začela? Lektorica, sodna tolmačka, prevajalka proze in poezije. Skratka, lektorica, to vemo, to ste učiteljice slovenščine v tujih državah in trenutno, oziroma že kar lep čas v Bolgariji oziroma v Sofiji. Ja, tako je, v Bolgariji, v Sofiji. Ja, pravzaprav jaz imam osnovno za učiteljico slovenščine v tujini, za lektorico, ker mi je ta služba, to bivanje omogočilo tako znanje bolgarskega jezika, da se lahko ukvarjam tudi s prevodi. Tako s sodnimi prevodi, uradnimi prevodi, kot pa tudi seveda s prevodi leposlovja. Več proze kot poezije, tudi poezijo, ampak poezije precej manj, tako da v glavnem se s prozo ukvarjam, nekoliko tudi dramatike, tudi tega manj. Razložili smo že, da ste pravzaprav lektorji oziroma učitelji, učiteljice slovenskega jezika na tujih univerzah, pravzaprav tudi ambasadorji slovenske kulture v državah, kjer živite, in seveda obratno, se pravi, predstavljate države, v katerih živite v Sloveniji. In Bolgarija ima eno zgodovinsko, ne vem, kako naj drugače formuliram, to so morda kaprice ali pa dnevno politične stvari, ki potem razdvojijo države in posledično ljudi, pa tudi kulturo. Mi sploh ne vemo, kako blizu smo si jezikovno in še kako drugače Bolgari in Slovenci. Ja, tako je. To je glavni vzrok tega, da se premalo poznamo, verjetno res tiči pravzaprav v politiki, in to še iz časov po drugi svetovni vojni, se pravi iz obdobja težkega komunizma, tako v Bolgariji kot tudi v Jugoslaviji, ko so bili prekinjeni stiki med Jugoslavijo in Bolgarijo, tako delno pod vplivom Sovjetske zveze, delno zaradi prevelikih egov takratnih voditeljev, in pravzaprav se bolgarščina v Sloveniji do leta 1992, od 1953. leta do 1992 se ni predavalo niti kot lektorat, se ni predavala bolgarščina, in zelo podoben položaj je bil tudi v Bolgariji s slovenščino, konkretno slovenščino. Srbščina je malo drugačen položaj, ampak slovenščino je pa bilo enako. In od tam seveda potem izhaja vse to nepoznavanje. Mi, glede na to, da niti v Ljubljani ni bilo moč nikoli študirati bolgarščine, tudi v Sofiji ni mogoče, nikoli ni bilo in tudi danes ni mogoče študirati slovenščine, in prav zaradi tega, ker to traja že desetletja, pomanjkuje tudi prevodov, primanjkuje specialistov za ta področja, primanjkuje, in zaradi tega preslabo se poznamo. Smo pa, kot ste omenili sami, pa jezikovno tako blizu, da verjetno slovenščini je od vseh slovanskih jezikov verjetno kot leksika najbližje točno bolgarščina. Ne hrvaščina, ne srbščina, bolgarščina. Če vzamemo do leta 1992, se o bolgarščini v Sloveniji ni govorilo in obratno. Bili ste pravzaprav pionirji. Mislim, v Bolgariji je bilo malo drugače. Tukaj je bilo nekaj, slovenski lektorat je bil že pred tem, ampak mislim, če se ne motim, se je to uvedlo v 80-ih letih, pred tem pa slovenščine ni bilo, da. Kljub temu smatram kot eno izmed pionirk. Vi ste se podali v Bolgarijo oziroma v Sofijo že v študijskih letih, leta 1994, ko to ni bilo niti najmanj popularno. Ja, takrat, in ko je bilo tudi, priznam, da tukaj, v teh letih se je Bolgarija izredno spremenila. Tukaj je bil res ta 90-ta leta, to je bil njihov prehod je bil zelo težak iz enega sistema v drug sistem. Se pravzaprav tako
še zmeraj pravijo, da ta prehod še zmeraj traja, ker so res kakšne stvari še zmeraj neurejene, ampak takrat 90. leta so bila pa res grozljiva, tako in Sofija je izgledala v primerjavi z danes, kako izgleda Sofija, je bila Sofija v 90. letih ogabna. Bila je umazana, bila je siva, z nekimi sivimi bloki, z oluščenimi fasadami, tropi potepuških psov, tropi beračev, ciganov z medvedi, tako da to prav tako marsikdo bi se tega zelo ustrašil lahko, tako nikakor ni bilo to varno mesto takrat v tistem času. Veliko je bilo tudi teh streljačin, kot pravimo po domače, streljana med kriminalnimi tolpami, tako da si moral vedeti, katerih delov Sofije se izogibati, mimo katerih lokalov ne hoditi, ker se tam pač zbirajo kakšni čudni tipi in lahko mimo grede potegne pištolo in začnejo streljati, tako da to se je takrat dogajalo kar precejkrat in je bilo pravzaprav tako zelo taka prijetna, mislim, meni je bila dobra izkušnja, že takrat v študijskih letih, kot ste rekli, ja, že 94. leta nas je bilo nekaj tukaj, najprej na poletni šoli jezikovni, potem sva pa s kolegom Borutom Omerzelom naslednje leto prišla še na 3-mesečno specializacijo. Leta 2002 pa potem začela delati na lektoratu na univerzi v Sofiji. Ampak žal je ostala še vedno ta do neke mere stigma. Mi poznamo v naših krajih recimo tole Zlato obalo in inkluziv turizem, naj si bo to zimski, smučarski ali pa poletni. Bolgarije kot take, kot države, ki ponuja seveda ogromno več, pa ne poznamo. Ja, nažalost, to je mogoče delno problem tudi v njihovi politiki, v tem, koliko se reklamirajo, tudi kot turistična destinacija, ker kot pravite, niso samo Zlatni Pjaseci, Slnčev Brjak, kot pravijo tukaj domači. Bolgarija je ogromna, najprej se moramo zavedati to, da je veliko večja kot Slovenija in ima pravzaprav tako kot Slovenija, ima vse, ima morje, ima hribe, ima gore, prave gore, tako v tem alpskem stilu, Pirin je zelo podoben našim Alpam, potem Rodopi, ki so podobni Pohorju, samo veliko večji, ima ogromno mineralnih, termalnih vrelcev, zgodovinski turizem bi tukaj neverjetno lahko razvijali, sej se dogaja, sej grejo v to smer, ampak mogoče se res premalo reklamirajo, oziroma to je mogoče, ne vem, pa se mi zdi, da Slovenci niti nismo tako mahnjeni na ta množični turizem in pravzaprav sej poznam in tudi poleg mene je kar veliko ljudi že prišlo v Bolgarijo ne v te turistične destinacije, ker kot pravim, Bolgarija je prekrasna, ima še zmeraj čudovito naravo in je zelo raznolika, tako da se za vsakogar se najde kakšen kotiček. Potem, če pa želimo razumeti tole tranzicijsko Bolgarijo, bom rekel, v vašem prevodu je v slovenščini izšla knjiga Radoslava Paruševa Od znotraj. To je pravzaprav en distopični svet in moram priznati, da sem se prav sam pri sebi ukvarjal mestoma, je to sploh res, je to sploh možno? Je, utopični svet, ki temelji čisto na realnosti, tako da je. To so stvari, ki zdaj ne vem, mogoče ne več toliko, ampak takrat so se te stvari res dogajale množično. Mislim, saj še zdaj je to izkoriščanje tega osebja, personala, slabo plačanega. Ja, pravzaprav še zdaj Američani množično hodijo, saj imajo tukaj v Sofiji, na obrobju Sofije v Bojani, imajo ogromen filmski studio, z neverjetnimi kulisami in tukaj snemajo zelo veliko filmov, ker je tukaj to najbolj poceni. Bolgari imajo izredno kvalificirane vse te ljudi, ki se s tem ukvarjajo, scenografe, scenariste, tudi če že hočete samo statiste,
in so tudi zelo poceni, kvalificirani in seveda za zahodnjake zelo poceni. Tako da verjetno se take stvari dogajajo še danes. Tudi druga knjiga, ta Zdravke Jeftimove, roman Četrtek, ki opisuje zgodbe 4 oziroma 5 žensk, čeprav zveni brutalno, tudi to je pač resničnost v Bolgariji. Niso nobena, zelo malo stvari v teh 2 knjigah je pretiravanja. Se mi zdi pa zelo lepo, da hkrati tudi slovenski literati prihajajo v Bolgarijo predstavljati svoja dela in očitno so cenjeni in jih imajo Bolgari radi. Tako rekoč, oziroma lahko izpostaviva Gorana Vojnovića. Goran Vojnović je bil zadnji, ki je gostoval v Bolgariji, in sicer na vabilo založbe ICU, ki izdaja Vojnovićeve prevode. To je bila zdaj že 3. knjiga njegova prevedena v bolgarščino. Đorđić se vrača in za prevode Vojnovića v bolgarščino lahko, da pohvalim, skrbi naša bivša študentka Lilija Mrzlikar. Zdaj živi v Sloveniji že kar precej časa, sicer je pa punca Bolgarka. In se pripravlja tudi že 4. prevod, in to romana Čefurji Raus, ki edini še ni bil preveden v bolgarščino. Založba bo verjetno ista. Organizirali so mu res zelo, zelo dober tudi in literarni večer in v spremljevalni program, veliko intervjujev je imel na nacionalni televiziji, na nacionalnem radiju. No, literarni večer je pa moderiral eden izmed najbolj znamenitih bolgarskih novinarjev in televizijskih voditeljev, gospod Vasilev, tako da je bil pogovor res na zelo visokem nivoju. Potem lahko rečeva tudi, kar je svojevrstno presenečenje, ali pa tudi ne, tudi Suzana Tratnik je nastopila v... Suzana Tratnik je bila pa že večkrat v Bolgariji. Ja, Suzana pa kar, mislim, da 3-krat ali mogoče že 4-krat, že tam 2007, če se ne motim, 6.7. sta bila tukaj z Alojzom Mihanom, in potem ob tej svoji knjigi Ime mi je Damjan. Zdaj nazadnje je bila oktobra lansko leto, ravno sicer knjiga je bila prevedena in je išla že leta 2021 ali 2022, 21 mislim, da je išla, ampak potem so pripravili še ta zbornik, pozabila sem naslov, Primerno življenje, zbornik lezbične proze avtoric z območja bivše Jugoslavije, in tudi ob izidu tega zbornika je prišla predstaviti obe knjigi. Tako da, ja, kar prihajajo iz Slovenije, kar prihajajo. Draga Jančarja smo imeli lansko leto za lansko leto za kulturni praznik. Kdo pa se v Bolgariji odloča za učenje slovenskega jezika, ker nekako iz vaših besed dojemam, da je kar interes za spoznavanje Slovenije in slovenske kulture? Ja, v glavnem so to študentje slovanskih jezikov, ker njim je tudi namenjen prvotno. Tako da največkrat so to srbo-kroatisti, pa tudi drugih slovanskih jezikov, študenti češčine, poljščine, ruščine. Predvsejkrat sem imela študente zgodovine, to mi je bilo tudi zanimivo, da se zgodovinarji kar radi ukvarjajo s slovenščino. Pa zelo različni profili, tudi pravnike, tudi geografe, tako da iz različnih smeri prihajajo študentje. Je pa zanimivo. Zakaj se odločajo? Ja, ti, ki slovanski jezike študirajo pač kot dodatni slovanski jezik, in ker pač sej tudi, ko naredimo reklamo in povemo, da ta kombinacija slovenščina, bolgarščina je redka. Takih prevajalcev nas ni veliko, dela je še ogromno. Naprimer tudi v Bruslju se išče, ravno to kombinacijo se išče ljudi s tema 2 jezikoma. Tako da je tudi ta slovenščina je perspektivna za Bolgare, tudi iz tega stališča. Iz marsikaterega, in Slovenci radi rečemo, da nas je malo. Zdaj bom citiral vaš stavek. Pa povsod. Ja, tako je. Iz leta 2015, da je bil kulturni šok priti v Bolgarijo
v mesto, kjer živi pravzaprav več kot polovica, če ne 2/3 Slovenije. Bolgarija trenutno zdaj ima že več kot 2 milijona ljudi. Takrat, ko sem jaz prišla, jih je bilo 1,5 milijona približno in z vsemi tistimi, ki se vozijo vsak dan na delo, jih je bilo pa že takrat več kot 2 milijona. Kot pravim, takrat v 90-ih je bila Sofija izredno tako neurejena, neugledna, nemarna. Potem se je pa, mesto se je neverjetno polepšalo. To je, ne vem, ena izmed lepših prestolnic, če mene vprašate. Imeli so srečo z dolgoletno županjo, gospa Jordanka Fandekova, ki je bila, mislim, da 3 ali 4 mandate in je res mesto polepšalo. Tukaj se pa dobesedno se vidi ženska roka, ker je tako, mesto je zacvetelo, gredice z vrtnicami so, parki so urejeni, fasade so se lepo, sploh po strogem delu mesta, kjer so še ostale te stare meščanske hiše, marsikaj so podrli na žalost, ampak nekaj je tega še ostalo, so z obnovljenimi fasadami, tudi infrastruktura se je popravila, ceste niso več tako naluknjane, asfalt je lep, tako da res Sofija je prekrasno mesto, in je pravzaprav je zelo zeleno mesto, tako da je prijetna. Meni je bila Sofija tudi takrat, ko je bila taka nemarna, z vsemi temi parki in vrtovi, mi je bila zmeraj prijetna, ravno zaradi tega, ker je zelo zelena. Zdaj cvetijo kostanji, kostanjev je pa ogromno. Beli kostanji, vijolični kostanji, tako da je prav lepo, ko se peljete po kakšnih teh ulicah z drevoredi kostanjev na obeh straneh. Bova s to lepoto takole zaokrožila tale najin današnji pogovor. Skratka, berimo literaturo bolgarsko prevedeno v slovenščino in poskušajmo, priporočam. Če je že politika naredila takrat v tistem obdobju neko, kako naj rečemo, neko luknjo ali nek prepad. Neko luknjo, nek vakuum se je naredil, in to pač to trudimo se nadoknaditi, gre pa počasi to. In tudi prav zaradi tega, ker nas ni veliko, gre to bolj počasi. Se pa trudimo in mislim, da smo kulturniki ali pa tisti, ki se trudimo za to, morda pa res še najboljši ambasadorji. Da se ljudje povežejo. Čeprav vsekakor jaz, tukaj imamo zdaj veleposlaništvo šele 6 let, tako da imamo drugi veleposlanik je tukaj, oba sta bila neverjetna, tudi ta gospa Nataša Bergal, tudi prvi veleposlanik. Tako da prav na njihovo nivo se jaz ne bi postavljala, ker to so res, oni so študirali za to, to so diplomati. Ampak in tudi oni zelo veliko lahko prispevajo k tem stikom. Ravno zdaj, ko imamo veleposlaništvo tukaj in lahko to opazujem od blizu, vidim, koliko pravi veleposlaniki lahko naredijo za stike in za poznavanje naših držav. Eva Šprager, najlepša hvala, pa lep pozdrav v Sofijo. Hvala tudi vam. Lepo se imajte.